V velikonočni osmini vas, spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljam. Želim veselo alelujo in lepo praznujte nedeljo Božjega usmiljenja, belo nedeljo, drugo velikonočno. In se pripravite na praznik dela, dan svetega Jožefa Delavca in začetek šmarnic. Upam, da ste ponovno poživili in utrdili svojo vero, da je bilo lepo pri župnijskih vstajenskih procesijah in doma za mizo, ki je bila obložena z žegnom. Malo se spomnimo dni pred in po veliki noči. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: Moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Nedeljo Božjega usmiljenja je razglasil sveti Janez Pavel II. In tako želel poudariti pomen bele nedelje. Navdih mu je bila tudi sveta Faustina Kovalska s svojimi zasebnimi razodetji. V svoj dnevnik je namreč zapisala Jezusove besede: Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim učencem mir. To je nenavadno. Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni večer, kar se je zgodilo pri evharističnem slavju prvih kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl s pozdravom: Mir vam bodi. In vsi verniki so vedeli, da je sedaj med njimi sam vstali. Prav on jim bo sedaj govoril in jim izkazal ljubezen do konca, ki se je uresničila v njegovi smrti in vstajenju. Besede Janezovega evangelija so tako besede samega vstalega in poveličanega Gospoda. Te besede je govoril svojim učencem, preden je šel k Očetu. Iste besede sedaj govori nam. To so besede ljubezni, ki izničijo mejo smrti, povezujejo nebo in zemljo. Vstali zveličar nam ne govori samo takrat, ko smo zbrani za lomljenje kruha, ampak nam pokaže tudi svoje ranjene roke in stran. S prebodenimi rokami nam želi povedati, da je šel s svojimi rokami za nas v ogenj, da je storil to za nas in da ima vedno nad nami svojo roko. Rane, ki so prebodle naše roke, je nosil za nas. Te rane na rokah nas spominjajo na vse udarce, ki smo jih dobivali od drugih, na roke, ki so se nas oprijemale in nas niso izpustile, ki so nas pritisnile ob tla, nas tiščale k tlom, nas ranile. Naše roke so ranjene tudi takrat, ko nas kdo zavrne in noče sprejeti naše roke. V vsaki evharistiji lahko izkusimo, da je Jezus vzel naše rane nase in jih vtisnil v svoje roke. V budizmu pomenijo odprte roke, da Buda ni obdržal nobene skrivnosti zase. Tako tudi Jezus s svojimi rokami pričuje, da nam je vse razodel. Ko nam v evharistiji pokaže svoje roke, nam želi povedati, da smo njegovi prijatelji.
Gospod, življenje je lepo in rad bi ga utrgal nekako tako, kot nabiramo cvetje v pomladnem jutru. Prav dobro vem, moj Gospod, da cvetje požene iz stav šele po koncu dolge zime, med katero je vladala smrt. Prosti mi, Gospod, da ne verujem dovolj v pomlad življenja, da se mi življenje prepogosto zdi kot dolga zima, ki ne neha žalovati za odpadlim listjem in cvetjem, ki ga ni. Vendar pa z vsemi močmi verujem v Tebe, Gospod, toda ob Tvojem grobu se spotaknem, čeprav vidim, da je prazen. In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo, da so Te videli živega, sem kot Tomaž. Čutim potrebo, da Te vidim in da Te otipam. Iz vsega srca Te prosim, Gospod, daj mi dovolj zveste ljubezni, da bom upal v pomlad trdneje kot v zimo, da mi bo izza smrtnih senc velikega petka sijala vera v zmagoslavno jutro vstajenja. Da, Gospod, življenje je lepo, kajti Tvoj Oče ga je ustvaril. Življenje je lepo, kajti Ti nam ga znova daješ, ko ga izgubimo. Življenje je lepo, ker je to Tvoje življenje, darovano za nas. Ustavimo se ob zaključni misli svetega očeta na križevem potu v Rimu. Zbrani na tem kraju, kjer je na tisoče ljudi v preteklosti prestalo mučeništvo, da so ostali zvesti Kristusu, hočemo zdaj prehoditi to žalostno pot, skupaj z vsemi ubogimi, izključenimi iz družbe in novimi križanimi današnje zgodovine, žrtvami naše zaprtosti, oblasti in zakonodaje, slepote in sebičnosti, predvsem pa našega od brezbrižnosti zakrknjenega srca. Slednje je bolezen, za katero zbolimo tudi mi, kristjani. O, da bi Kristusov križ, orodje smrti, a tudi novega življenja, ki drži skupaj v objemu nebo in zemljo, sever in jug, vzhod in zahod, razsvetljiv vest državljanov, cerkve, zakonodajalcev in vseh tistih, ki priznavajo, da hodijo za Kristusom, da bo lahko do vseh dospela blagovest o odrešenju. Molitev papeža Frančiška na koncu križevega pota v Koloseju. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo v Tvojem križu videli vse križe sveta. Križ ljudi, lačnih kruha in lačnih ljubezni. Križ ljudi, osamljenih in zapuščenih, celo od lastnih otrok in sorodnikov. Križ ljudi, žejnih pravičnosti in miru. Križ ljudi, ki nimajo utehe vere. Križ ostarelih, ki se vlečejo pod težo let in samote. Križ migrantov, ki naletijo na vrata, zaprta zaradi strahu in na srca, v oklepu političnih preračunavanj. Križ malih, ranjenih v njihovi nedolžnosti in njihovi čistosti. Križ človeštva, ki blodi v temi negotovosti in v mraku kulture trenutnega. Križ družin, razcefranih zaradi varanja, zapeljevanja hudega duha ali zaradi morilske lahkotnosti sebičnosti. Križ posvečenih, ki se neutrudno trudijo nositi Tvojo luč v svet in se čutijo zavrnjene, zasmehovane in ponižane. Križ posvečenih, ki so na svoji poti pozabili na svojo prvo ljubezen. Križ Tvojih otrok, ki verujejo vate in skušajo živeti po Tvoji besedi, pa se znajdejo izrinjeni na rob in zavrženi celo od svojih sorodnikov in vrstnikov.
križ naših slabosti, naših hinavščin, naših izdaj, naših grehov in naših številnih prelomljenih obljub. Križ tvoje cerkve, ki zvesta tvojemu evangeliju, z mujo prinaša tvojo ljubezen celo med same krščene. Križ cerkve, tvoje neveste, ki se nenehno čuti napadena od znotraj in od zunaj. Križ našega skupnega doma, ki resno propada pred našimi sebičnimi očmi, zaslepljenimi od pohlepa in oblastiželjnosti. Gospod Jezus, poživi v nas upanje na vstajenje in na tvojo dokončno zmago proti slehernemu zlu in vsaki smrti. Amen. Papež Frančišek je v okrožnem zaporu v Veletri daroval sveto mašo v spomin na Gospodovo zadnjo večerjo, med katero je 12 zapornikom umil noge. V homiliji je poudaril, da je logika evangelija medsebojno služenje. Zahvala za sprejem in prejeto pismo. Vse vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za sprejem. Pred nekaj dnevi sem prejel lepo pismo od nekaterih izmed vas, ki danes niso tukaj, vendar pa so napisali zelo lepe stvari in zato se jim zahvaljujem. V tej molitvi sem zelo povezan z vsemi, s tistimi, ki so tukaj in s tistimi, ki jih ni. Umivanje nog, delo sužnjev. Slišali smo, kaj je storil Jezus. Zanimivo je, evangelij pravi, Jezus je vedel, da mu je Oče dal vse v roke. Oziroma, Jezus je imel vso oblast, vso, in potem začne z dejanjem umivanja nog. To je bilo v tistem času delo sužnjev, saj po cestah ni bilo asfalta in ko so ljudje prišli na obisk, so imeli na nogah prah. Ko so torej prišli na obisk ali na kosilo, so bili tam sužnji, ki so umivali noge. In Jezus stori to gesto, umije noge. Stori to, kar delajo sužnji, in potem vsem svetuje. Delajte to gesto tudi med seboj. Bodite bratje v služenju. Bratstvo je vedno ponižno. To je, služite drug drugemu, bodite bratje v služenju, ne v častihlepnosti, kakor tisti, ki gospoduje nad drugim, ali kot tisti, ki tepta drugega. Ne, bodite bratje v služenju. Ali kaj potrebuješ? Določeno uslugo? Jaz ti jo naredim. To je bratstvo. Bratstvo je ponižno, vedno. Je v služenju. In jaz bom storil to gesto. Cerkev želi, da jo škof stori vsako leto, enkrat na leto, vsaj na veliki četrtek, s katero bom posnemal Jezusovo dejanje. To bo tudi meni dobro delo, saj škof ni najpomembnejši, ampak mora biti bolj služabnik. In vsak izmed nas mora biti služabnik drugim. To je Jezusovo in evangelsko pravilo. Pravilo služenja in ne prevlade, delanja hudega, poniževanja drugih. Služenje. Otroško srce, preprosto, ponižno, ki služi. Ko so se nekoč apostoli prepirali med seboj in razpravljali, kdo je najpomembnejši med njimi, je Jezus vzel otroka in rekel: Otrok, če vaše srce ni otroško, ne boste moji učenci. Otroško srce, preprosto, ponižno, vendar pa takšno, ki služi. In takrat je dodal še nekaj zanimivega, kar lahko povežemo s tem današnjim dejanjem. Bodite pozorni. Vladarji gospodujejo nad narodi, vendar pa med vami ne sme biti tako. Največji mora služiti najmanjšemu. Kdor se čuti največjega, mora biti služabnik.
Tudi mi vsi moramo biti služabniki. Res je, da obstajajo v življenju težave, prepiramo se med seboj, vendar pa mora biti to nekaj, kar mine, nekaj prehodnega. Saj mora biti v našem srcu vedno ta ljubezen, da bi služili drug drugemu, da bi bili v službi drugega. In to dejanje, ki ga bom storil danes, naj bo za vse nas dejanje, ki naj nam pomaga biti bolj služabniki drug drugemu, bolj prijatelji, bolj bratje v služenju. V tej zavesti nadaljujmo obhajanje svete maše z umivanjem nog. Radostno praznovanje velike noči v domu svetega Lenarta. Strokovnjaki pravijo, da je predajanje osebne življenjske izkušnje v zaklad kulturno-zgodovinskega zaklada človeštva ena izmed nalog starega človeka. V mesecu aprilu so se v domu svetega Lenarta skozi različne aktivnosti pripravljali na praznovanje največjega krščanskega praznika velike noči. Aktivnosti, ki so jih pripravili, ne le da dajejo občutek domačnosti in polepšajo praznične dni, ampak so tudi priložnost za druženje in obujanje spominov na minule čase, za katere stanovalci radi povedo, da so bili borni, a mnogo bolj radostni kot danes. Skupaj z duhovniki so stanovalci v postnem času molili križev pot, pevci so se pripravljali na prepevanje pri slovesni sveti maši na velikonočno jutro. V predprazničnem času se je v domu zvrstilo nekaj obiskov župnijskih karitas, ki so obiskali svoje župljane. V začetku meseca aprila so izdelovali rože iz krep papirja za okrasitev presmecev, v tednu pred cvetno nedeljo pa presmece, ki so jih nesli k blagoslovu. Posebno delavnico in srečanje za svojce so pripravili na varovanem oddelku, kjer bivajo stanovalci z demenco. V tednu pred veliko nočjo so izdelovali dekorativna jajčka in pripravili vse potrebno za blagoslov jedil na veliko soboto v domski kapeli. Blagoslova so se udeležili tudi svojci in prijatelji ter zaposleni in na velikonočno jutro je osebje postreglo velikonočni zajtrk. Papež Frančišek je zvečer v baziliki svetega Petra obhajal velikonočno vigilijo, med katero je krstil tudi 8 katehumenov, 4 iz Italije ter po enega iz Ekvadorja, Peruja, Albanije in Indonezije. V homiliji je povabil, da bi se vrnili k živi ljubezni do Gospoda ter mu dali glavni prostor v svojem življenju. Pot žena je tudi naša pot. Žene nesejo dišave k grobu, vendar se bojijo, da bo njihova pot zaman, saj velik kamen zapira vhod v grob. Pot tistih žena je tudi naša pot. Podobna je poti rešenja, ki smo jo podoživeli ta večer. Zdi se, da se bo na njej vse raztreščilo ob kamen. Lepota stvarstva naproti tragediji greha, osvoboditev iz suženjstva nasproti nezvestobi zavezi, obljube prerokov nasproti žalostni ravnodušnosti ljudi. Tako je tudi v zgodovini Cerkve ter v zgodovini vsakega izmed nas. Zdi se, da storjeni koraki nikoli ne dosežejo cilja. Tako se lahko prikrade ideja, da je razočaranje upanja temni zakon življenja. Velika noč je praznik odstranjevanja kamnov. Vendar pa danes odkrijemo, da naša pot ni zaman, da ne udari ob kamen, ki je pred grobom. En stavek pretrese žene in spremeni zgodovino. Zakaj iščete živega med mrtvimi? Zakaj mislite, da je vse brez smisla, da nihče ne more odvaliti vaših kamnov? Zakaj popuščate sprijaznjenosti ali neuspehu? Velika noč, bratje in sestre,
je praznik odstranjevanja kamnov. Bog odstranjuje najtrše kamne, na katerih se lomijo upanje in pričakovanja. Smrt, greh, strah, posvetnost. Človeška zgodovina se ne konča pri kamnu pred grobom, saj danes odkrije živi kamen, vstalega Jezusa. Mi kot cerkev smo sezidani na njem in tudi takrat, ko izgubimo pogum, smo skušani, da bi vse sodili na podlagi naših neuspehov. On pride, da bi stvari naredil nove, da bi postavil na glavo naša razočaranja. Vsakdo je ta večer poklican ponovno najti v živečem tistega, ki srca odstranjuje najtežje kamne. Predvsem se vprašajmo, kateri je moj kamen, ki ga je potrebno odvaliti, kako se imenuje ta kamen. Zakaj iščete živega med mrtvimi? Pogosto je kamen, ki preprečuje upanje, kamen nezaupanja. Ko se da prostor ideji, da gre vse narobe in da slabemu nikoli ni konca, se vdamo in verjamemo, da je smrt močnejša od življenja, ter postanemo cinični in posmehljivi, prinašalci nezdrave malodušnosti. Kamen na kamen gradimo znotraj nas spomenik nezadovoljstvu, grob upanja. S tem, ko se pritožujemo nad življenjem, storimo, da življenje postane odvisno od pritoževanj in duhovno bolno. Tako se prikrade neke vrste psihologija groba. Vsaka stvar se konča tam, brez upanja, da bi odšla od tam živa. Vendar pa je tukaj grajajoče vprašanje velike noči. Zakaj iščete živega med mrtvimi? Gospod ne prebiva v sprijaznjenosti, vstal je, ni ga tam, ne išči ga tam, kjer ga ne boš nikoli našel. Ni Bog mrtvih, ampak živih. Ne pokoplji upanja. Reci posvetnim nečimrnostim, da živiš za Gospoda življenja. Obstaja še drug kamen, ki pogosto zapečati srce. Kamen greha. Greh zavaja, obljublja lahke in takojšnje stvari, blaginjo in uspeh, vendar pa potem v notranjosti pušča osamljenost in smrt. Greh je iskati življenje med mrtvimi, smisel življenja v stvareh, ki minejo. Zakaj iščete živega med mrtvimi? Zakaj se ne odločiš pustiti tistega greha, ki kakor kamen pri vhodu srca preprečuje božanski luči, da bi vstopila? Zakaj pred lesketajočim se bliščem denarja, kariere, ošabnosti in užitkov ne daš prednosti Jezusu, resnični luči? Zakaj ne rečeš posvetnim nečimrnostim, da ne živiš zanje, ampak za Gospoda življenja? Ustvarjeni smo za višave življenja, ne za nižave smrti. Vrnimo se k ženam, ki gredo k Jezusovemu grobu. Pred odvaljenim kamnom so osuple. Evangelij pravi, da so se, ko so zagledale angela, prestrašile in povesile obraz k tlom. Nimajo poguma, da bi dvignile pogled. Kolikokrat se zgodi tudi nam. Raje ostajamo zabubljeni v svoje omejenosti, se zatekamo v svoje strahove. To je nenavadno. Zakaj to počnemo? Pogosto zato, ker smo v zaprtosti in žalosti protagonisti mi. Saj je lažje ostati sami v temnih sobah srca, kot pa da bi se odprli Gospodu. In vendar je le on tisti, ki ponovno dvigne. Neka pesnica je zapisala: nikoli ne spoznamo svoje veličine, dokler nismo poklicani, da bi vstali. Gospod nas kliče, naj se dvignemo, naj ponovno vstanemo na njegovo besedo,
naj gledamo kvišku in verujemo, da smo ustvarjeni za nebo, ne za zemljo, za višave življenja, ne za nižave smrti. Zakaj iščete živega med mrtvimi? Bog želi, naj gledamo na življenje tako, kot ga gleda On. Bog želi, naj gledamo na življenje tako, kot ga gleda On, ki vedno v vsakem izmed nas vidi srčiko lepote, ki ne more biti odstranjena. V grehu vidi otroke, ki jih je potrebno ponovno dvigniti. V smrti brate, ki jih je potrebno obuditi. V potrtosti srca, ki jih je potrebno potolažiti. Ne boj se torej, Gospod ljubi to tvoje življenje, tudi takrat, ko se ga ti bojiš gledati in vzeti v roke. Na veliko noč ti kaže, kako ga ljubi, do te mere, da ga prehodi v celoti, da izkusi tesnobo, zapuščenost, smrt in pekel, zato, da bi od tam izstopil zmagovit in ti dejal: nisi sam, zaupaj vame. Jezus je strokovnjak v preoblikovanju naših smrti v življenje. Jezus je strokovnjak v preoblikovanju naših smrti v življenje, naših žalovanj, v rajanje. Z njim moramo tudi mi uresničiti Pasho, to je prehod. Prehod od zaprtosti k občestvu, od potrtosti k tolažbi, od strahu k zaupanju. Ne ostanimo prestrašeni, s pogledom uprtim v tla. Glejmo ostalega Jezusa. Njegov pogled nam vliva upanje, saj nam pravi, da smo vedno ljubljeni in da ne glede na to, kaj vse lahko ušpičimo, se njegova ljubezen ne spremeni. To je neizpodbitna življenjska gotovost. Njegova ljubezen se ne spremeni. Vprašajmo se, kam gledam v življenju? Ali zrem na grobna okolja ali iščem živega? Vrniti se k živi ljubezni z Gospodom. Zakaj iščete živega med mrtvimi? Žene prisluhnejo povabilu angelov, ki dodata: spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji. Tiste žene so pozabile na upanje, ker se niso spominjale Jezusovih besed, njegovega klica, ki se je zgodil v Galileji. Kar so izgubile živ spomin na Jezusa, so še naprej gledale grob. Vera mora iti ponovno v Galilejo, poživiti prvo ljubezen z Jezusom, njegov klic. Ponovno se je spomniti, oziroma dobesedno s srcem se vrniti k njemu. Vrniti se k živi ljubezni z Gospodom je bistveno, saj imamo sicer muzejsko vero, ne pa velikonočne vere. Vendar pa Jezus ni osebnost iz preteklosti, je živa oseba danes. Ne spozna se ga v zgodovinskih knjigah, sreča se ga v življenju. Danes se spomnimo, kdaj nas je Jezus poklical, kdaj je premagal naše temine, upiranja, grehe, kako se je dotaknil našega srca s svojo besedo. Bratje in sestre, vrnimo se v Galilejo. V katero smer hodim v življenju? Žene so, ko so se spomnile Jezusa, zapustile grob. Velika noč nas uči, da se vernik na pokopališču ustavi malo časa, saj je poklican, da bi šel živemu naproti. Vprašajmo se, v katero smer hodim v svojem življenju? Včasih smo usmerjeni vedno in samo k našim težavam, ki jih nikoli ne manjka. In gremo k Gospodu le zato, da bi nam pomagal. Vendar pa so tako naše potrebe tiste, ki nas usmerjajo, in ne Jezus. In vedno gre za iskanje živega med mrtvimi. Kolikokrat se potem, ko smo srečali Gospoda, vrnemo med mrtve, se vrtimo okrog nas sebe.
Pogrevamo obžalovanje, kesanje, rane in nezadovoljstva, ne da bi si dopustili, da bi nas ostali spremenil. Dajmo živemu glavni prostor v življenju, dragi bratje in sestre. Dajmo živemu glavni prostor v življenju. Prosimo za milost, da se ne bi pustili nositi toku, morju problemov, da se ne bi lomili ob kamnih greha in čereh nezaupanja in strahu. Iščimo njega, pustimo se mu iskati. Iščimo njega v vsem in predvsem. In z njim bomo ostali. Izjava ob zaključku akcije 40 dni brez alkohola. Organizatorji akcije 40 dni brez alkohola se zahvaljujemo vsem, ki ste se tudi letos odzvali povabilu in na kakršenkoli način sodelovali v preventivni akciji Vsak korak šteje. Še posebej zahvala vsem tistim, ki ste se tudi dejansko 40 dni odpovedali alkoholu zaradi sebe in zaradi solidarnosti s tretjino slovenskih gospodinjstev, ki se srečuje s trpljenjem zaradi alkohola. Ob zaključku akcije organizatorji pozivamo: še naprej odgovorno in brez alkohola v prometu preko celega leta. Prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo prekomerno uživanje alkohola povzroča v naših družinah, v prometu in pri zdravju, se ne končajo z zaključkom akcije, ampak so spodbuda k zmernosti in odgovornemu odnosu do pitja alkohola prav vsak dan v letu, doma, na cesti, v službi in družbi. Alkohol že v majhnih količinah povzroča zmanjšanje naših reakcijskih sposobnosti in zmožnosti presoje. Kakršnokoli pitje alkohola ali tudi uživanje drugih drog pred vožnjo je za nas in za druge udeležence v prometu smrtno nevarno. Letošnja preventivna akcija 40 dni brez alkohola je potekala pod naslovom Za odgovoren odnos do alkohola. Začela se je 6. marca in zaključila v soboto 20. aprila. Organizatorji smo v 40 dneh opozarjali na tveganja zaradi alkohola ter spodbujali k solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola v naših družinah, na cesti in pri zdravju. Geslo je spodbujalo k odgovornemu odnosu do pitja alkohola doma, na cesti, v službi in družbi. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom javnega zdravja in projektom sopa.si skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola se je akcija še dodatno nadgradila z dnevi brez alkohola, ki so v sredini aprila potekali po 8 slovenskih mestih z lokalnimi dogodki, kjer so nevladne organizacije, zavodi za zaposlovanje in Nacionalnim inštitutom javnega zdravja opozarjali na škodljive učinke alkohola na naše zdravje. Pri projektu, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, sodeluje tudi Karitas. Velika zahvala za odmevnost akcije gre 35 radijskim, 15 televizijskim postajam, 11 časopisnim hišam in 23 večjim spletnim portalom, ki so akcijo podprli z brezplačnim oglaševanjem in uredniškimi prispevki. Tako se je spodbuda k solidarnosti lahko dotaknila velikega števila ljudi po Sloveniji. Brez njih ne bi mogli razširiti glasu o zmernosti. V sklopu akcije so organizatorji nagovorili preko 130 000 oseb z zgibankami, ki so bile poslane po župnijah, centrih za socialno delo, zdravstvenih domovih in po občinskih svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preko Javne agencije za varnost v prometu. Udeležbo v 40-dnevni odpovedi pitja alkohola organizatorji neposredno ne moremo meriti, saj gre predvsem za osebno odločitev. Ocenjujemo pa, da se akcije vsako leto udeleži preko 10 000 oseb. Spletno stran brezalkohola.si si je v času trajanja akcije obiskalo 10 300 oseb.
Preko družbenih omrežij pa je akcija dosegla več kot 40 000 ljudi, ki so objave prebirali, všečkali in delili med svoje prijatelje. Forum Zasvojenost in pomoč je v času trajanja akcije obiskalo 23 700 uporabnikov. Forum je namenjen pomoči pri vseh oblikah zasvojenosti, med njimi tudi z alkoholom, in pomoči bližnjim. Organizirano je bilo še nekaj drugih dogodkov. Med njimi je Slovenska Karitas organizirala romanje na Brezje in na Sveto Goro, katerega se je ob spremljajočih dogodkih udeležilo preko 500 oseb, svojcev alkoholikov, zdravljenih alkoholikov in tistih, ki jim ni vseeno. Zavod Vse bo v redu je pripravil preventivno akcijo za obiskovalce letošnje Planice. V sklopu akcije smo prejeli vrsto odzivov. Eden izmed vtisov. Z današnjim dnem sem zaključil 40 dni brez alkohola. To ne pomeni, da bom segel po alkoholu, saj za to ni potrebe. Nasprotno, celo popolnoma preprosto se mu lahko odpovem še naprej. Pozdravljam akcijo in jo podpiram. Alkohol je nepotreben v našem življenju. Tudi država lahko več naredi, da bo mladina raje segla po soku kot po pivu. Smo pred mesecem majem, zato nekaj misli tudi o tem. Za spodbudo in prošnjo, da se ob Mariji učimo delati dobro. V bogoslužnem letu obhaja cerkev poleg Gospodovih praznikov tudi Marijine. Marijo časti zaradi njenega božjega materinstva, ker je Marija neločljivo povezana z odrešilnim delom njenega sina. Čeprav je zapovedan Marijin praznik samo njeno vnebovzetje, pa jo radi častimo tudi ob drugih njenih praznikih. V mesecu oktobru, ko je mesec rožnega venca, ter še posebej v maju, ko nas ves mesec povezujejo šmarnice. Mesec maj imamo kristjani že od nekdaj za Marijin mesec. V naših krajih ga narava ponavadi odene v najlepši cvetlični vrt. Gotovo gredo družine in zakonci ta mesec še posebno radi v naravo, zvečer pa morda skupaj k šmarnicam, k petju Marijinih litanij in pesmi. Zato za verne zakonce, ki želijo duhovno dozorevati, je mesec maj odlična priložnost, da poglobijo svoje spoznanje o Božji materi, o njenem družinskem življenju in o vlogi največje Kristusove sodelavke v njihovih zakonih. Morda boste odkrili presenetljive stvari, ki vam imajo veliko povedati. Poskusite. Še zgodba o vencu 12 zvezd. Saj je pred nami tudi dan, ko smo postali Evropejci. Včeraj nas je učiteljica vprašala, če smo že kje videli venec 12 zvezd na svetlo-modri podlagi. Veliko nas je dvignilo roke in učiteljica je rekla: "No, David, kje je še venec 12 zvezd?" "Na zastavi Evropske skupnosti, ker je to znak Združene Evrope." "Zelo dobro, to sem želela slišati," je bila učiteljica zadovoljna. Jaz pa sem še kar tiščal roko v zrak. "Si še kje odkril te zvezde, Jan?" je končno vprašala še mene. Povedal sem tako, kot mi je razložil ded. Venec 12 zvezd ima okoli glave podoba Marije, ki je naslikana po Svetem pismu. In ker je Marija postala tudi zavetnica Evrope, v boju proti Turkom so izbrali te zvezde tudi za podobo Združene Evrope. No, to za nas sedaj ni pomembno. Vedeti mi morate le, da je to znamenje Evropske skupnosti. Zdaj smo tudi mi del velike Evrope. Naš pesnik Prešeren in pisatelj Cankar pa sta s svojo umetnostjo že bila del Evrope, nam je razlagala učiteljica. Tudi naši slikarji in arhitekt Plečnik so bili v Evropi dobro poznani. Spomnil sem se, da mi je dedek to rekel tudi za Slomška. Zato sem zopet dvignil roko in povedal:
Tudi škof Slomšek je deloval v Evropi. Kot papeški poslanec je pregledoval vse benediktinske samostane. V njih so živeli najbolj učeni menihi in imeli so najlepše knjižnice. Dobro, Jan, torej tudi Slomšek je del Evrope, me je pohvalila učiteljica in bil sem vesel, da je le priznala nekaj velikega tudi škofu Slomško. Doma sem vse pripovedoval dediju in babici. Zelo sta me pohvalila. Babica pa je še rekla: lahko bi povedal še več, da je Slomšek napisal knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli, da so jo kmalu prevedli v 2 evropska jezika in da so jo v šoli zelo dolgo uporabljali. Babi, saj je bilo že to preveč, da sem najprej povedal o Marijinih 12 zvezdah, pa me sploh ni hotela poslušati. Ne vem, zakaj si ne upa tega priznati, če je to res. No, pri Slomšku pa mi ni mogla reči, da to ni res. Babi, ti ne veš, kako se v šoli še vedno bojijo povedati kaj o Bogu, cerkvi in duhovnikih. Sem učil babico, kot da bi bila moja učenka. Babi in dedi pa sta se smejala in mi rekla: no, hvala Bogu, da si vsaj ti korajžen. Želim vam veliko korajže in lepe dneve, ki so pred nami. Vse dobro in z Bogom do naslednjega druženja.